Po našem včerajšnjem razkritju posnetkov, na katerih oskrbovalki v enem od domov za starostnike ponižujoče ravnata z oskrbovanci, pa danes nove podrobnosti. Kot navajajo naši viri, obe vpleteni še vedno delata. Sicer drugje, a prav tako s slabotnimi osebami. Kako je to mogoče? Staša Lozar. Razgled na celotno Celje, navidezno idiličen upokojenski dom na vrhu hriba. A za temi navidez mirnimi zidovi se je očitno pred 2 letoma odvijalo hudo trpljenje starostnikov. Sem v bistvu prepoznala, ker hodim zdaj 1 leto, pa sem po pohištvu nekje prepoznala, da je bilo to verjetno tu. Zapleš. Tako po našem včerajšnjem razkritju sorodnica ene od trenutnih varovank doma, da so glede dogodka v domu svetega Jožefa v Celju obravnavali kazensko ovadbo zoper 2 osebi zaradi kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja, tako pa danes potrdijo na celjskem tožilstvu. Nedopustno, absolutno nedopustno. Ne morem sploh verjeti, da se lahko kaj takega dogaja. A pozor, medtem ko je policija že včeraj zatrdila, da je podala ovadbo tudi zaradi suma nasilništva, pa danes tožilstvo potrdi, da tožilka elementov nasilništva na posnetku ni prepoznala. Glede slikovnega snemanja pa, da bi morali dati predlog za pregon oškodovanci oziroma njihovi svojci, a ga niso. Če starostnik ni sposoben predloga dati, potem njegov družinski član, ampak to vse skupaj zakomplicira kazenske pregone. In tako je tožilstvo spisalo le sklep o zavrženju, kar pomeni, da sta obe osumljenki uradno brez greha. V Jožefovem domu izjav ne dajejo, v telefonskem pogovoru le, da so storili vse, kar od njih terja zakon, a če sta zaposleni morali njihov zavod zapustiti, pa ima to po pričevanju prič ni zaprlo vrat v druge podobne ustanove. Po informacijah naših virov, ena trenutno dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, druga pa v bližnjem domu starostnikov. Ravno zato tisti, ki so dobili posnetke, ne morejo več molčati, zaradi groženj se ne upajo razkriti. Če je ministrstvo obveščeno, da je nekdo dobil odpoved delovnega razmerja, kar pač po protokolu naj bi bilo, vsi domovi, vsi vodilni morajo v prvi vrsti obvestiti ministrstvo, oni imajo podatke, ime, priimek teh oseb in oni bi mogli poskrbeti, da te osebe nikoli več ne delajo v zdravstvu. A takega seznama ni. Vodilni direktorji ne morejo tega vedeti in ti, ki zaposlujejo te osebe, ker nobeni na čelu ne piše, da izvaja takšno in drugačno nasilje do nemočnih. Mislim, ja. Sporočati in ukrepati. Tako. Ali drži, da se je ena od negovalk zaposlila pri njih in da tam nemoteno dela, smo spraševali v domu starejših v Vojniku, a so nas odslovili z elektronskim sporočilom, da zaradi zaščite interesa njihovih zaposlenih, tako bivših kot sedanjih, komentarja ali odgovora na to vprašanje ne morejo podati.